Pozdravljeni! Letos se pozna, da so vremenske razmere kar ugodne, imamo kar precej dežja tukaj mi na Pohorju in zato imamo tudi kar precej lepe zelenjave. Narava nas je kar bogato obrodila, zato bomo danes naredili eno tako vegetarijansko pito oziroma porovo zloženko. Pravzaprav ni to pita, ne bomo delali krhkega testa, ampak bomo naredili kar za osnovo vzeli palačinke. Ampak meni se pač zdi to poimenovanje pita tako všečno je, no, lepo se sliši, zato sem pač uporabila ta izraz in poimenovala to jed porova pita. Se pravi, vzamemo nekaj pora, kakšen tukaj imam zdaj narezan že in pripravljen en por, eno večjo čebulo in tole postopoma spražim na maslu. In sicer vzamem najprej čebulo. Takle mama Angelca me je naučila, da je vedno boljše čebulo kar v štartu posoliti, tako bo prej spražena. Tako bomo malo pohitrili postopek. Zdaj, hudo fejst ni treba pražiti te čebule, da nam čisto skupaj pade, ampak nekoliko, no, tako da je še konkretno, ne, da ne gre čisto narazen. No, tu mi je babi Angelca tudi že pripravila kar zajeten kup palačink. Za recept za palačinke ne bom zgubljala besed, ker sem prepričana, da to vsak že obvlada, to je praktično skoraj da nepogrešljiva jed, ne. Drugače pa kar mi pripravljamo na mleku, jajcih, večinoma na gladki moki, malo soli in pečemo palačinke. Zdaj, ko je tudi sezona turističnih bonov na vrhuncu, so skoraj da nepogrešljive palačinke na zajtrku pri kovačniku. Sploh otroci se jih razveselijo. Ampak danes jih pripravljamo pa na slano, ne. Takole. Zdaj bom pa dodala še por. Tukaj uporabim celo rastlino, tudi ta zeleni del, ker je škoda, da bi karkoli zavrgli, ker je čisto vse uporabno in nam da praktično tudi ta zeleni del volumen. Kombiniram pa pač čebulo zato, da tudi več vse skupaj ven da, ne, bi rekli mi po domače. Por je malo bolj sladkast okus, ni tako močnega okusa, kot je čebula in res ta pita pride res krasno, ne, božanska je. Zdaj, tukaj nekih posebnih začimb niti ne uporabljamo, kajti želimo ohraniti ta prvoten okus pora. In se mi zdi, da če bi dodali, bi prikrili, ne, in potem pridejo dišavnice v ospredje oziroma začimbe. Tole zdaj je vse skupaj malo skupaj padlo, dejansko se je poparilo. Mogoče še nekaj trenutkov in bo dovolj.
Tole. Zdaj moramo malo to zelenjavo ohladiti, ker bomo dodali jajčka surove, da nam ne zakrknejo, ne? Se pravi nekaj trenutkov in počakamo, da se ohladi in znova nadaljujemo. Naša zelenjava se je nekoliko ohladila. Zraven še naribam malo korenčka. Tudi kar surovega. Tudi korenje nam bo dalo še znova taki sladkast okus. Zdaj tole pito bi lahko delali tudi z katerekoli druge zelenjave, ki jo imamo recimo v nekem trenutku preveč na vrtu. Zelo dobro pridejo bučke, spomladi recimo špinača ali pa pač zdaj tudi, ko še je sezona blitve. Božanska pa se mi zdi verzija z gobami. Ampak tole si pustimo še za kdaj drugič, za kakšen jesenski recept. Takle korenčka bo tudi dovolj. Zdaj še bom dodala kakšno žlico drobtin. Bom videla, dala 2 raje. Pol bom pa zmešala, ker bom še zdaj dodala 2 jajčki. Mogoče še damo kakšno žlico drobtin, da malo poveže. Lepe barve, pisane je, ker vabijo. No, taka pita je praktično zelo močna jed, ne? Lahko je čisto samostojna jed, poleg sklede solate. Zdaj se pa kar lotimo zlaganja, se pravi palačinka, plast nadeva, palačinka, dokler ne porabimo vsega skupaj. Malo bom samo naoljala tukaj spodaj. Pinkico. Tale jed je res stalnica v ponudbi naše turistične kmetije pri Kovačniku. Samo se pač včasih poigramo z različnimi nadevi, ampak kot priloga, osnova pa ostaja nekako enaka. Včasih se edino malo naveličamo, pa naredimo recimo takle, da zvijemo palačinko, jo namažemo in zvijemo kot štrukelj in potem narežemo na kose. Čisto po želji, tudi tista verzija je možna. Takole. Še eno bomo vzeli. Praktično si lahko eno tako jed pripravimo kakšen dan vnaprej, če dobimo drug dan kakšen obisk, več gostov in se lahko posvetimo bolj druženju.
samo spečemo si tisti dan, ne. Tako kot bi rekla babja Angelca, veliko vunda, ne. Tako da je za kar nekaj ust ena taka pita. Takole. Še zadnjo palačinko. Takle. No, na vrh še pa samo namažemo s kislo smetano in enim rumenjakom. Zdaj lahko bi dali tudi celo jajčko, samo ste videli, če vzamemo samo rumenjak, dobimo eno tako lepo glazuro in je lepo za videti. Mogoče samo za namig, lahko bi tudi vmes posuli še kot en nariban sir, da je jed še bolj taka sitošna, ne. Tako da tu je lahko res čisto poljubno, vaša izbira, mogoče tudi kakšna vaša ideja mi prav pride, če boste jo delili z mano, tako da komot še kaj vi dodate, komentirate. Takle, evo, moram se malo brisati, moj furto, mimo grede. Tudi ta furtok si lahko naročite, če vam mogoče všeč ali pa če kdaj iščete kakšno darilo. Zagotovo ga bo vesela vsaka gospodinja. Takle, jaz bom zdaj dala tole pito v pečico, tam na 180 stopinjah bomo pekli in ko bomo nekoliko ohladili, bomo razrezali na trikotnike. Takle, naša porova pitica je pečena in je prestavila na desko, da lahko odrežem ven prvi kos. Takle lepo zgleda, krasna je, fino se reže, tako da res je tudi izdatna, ne. Takole, en lepi košček odrezala, opala. Tako, še malo posujemo s peteršilčkom svežim. Lahko bi tudi vzela kakšen drobnjak, ampak zdaj imam na vrtu ful peteršilja lepega. Oziroma na naši njivi, no, na njivi mi lepše uspeva peteršilj kot na vrtu. Takle, to je bila še ena oddaja tete Barbke, v kateri sem pripravljala porovo pito iz palačink in pora, torej. Vesela bom vaših komentarjev in kakšnega mogoče všečka. Sledite mi še naprej in zagotovo pripravim spet kakšno kuharsko delavnico že naslednji petek. Se gledamo!